naši novinarski konferenci, kjer bo predsednik Slovenske ljudske stranke magister Marko Zidenšek predstavil pobudo SLS za ustanovitev svetovnega partnerstva za mir, v okviru katere predlagamo tudi ustanovitev svetovne varnostne konference. Predajam besedo kar predsedniku. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav, seveda še enkrat. Ne vem, če ste obveščeni, ampak naslednji teden je kongres Evropske ljudske stranke v Madridu, kjer se v bistvu dobi največja politična skupina v Evropi. Mi kot članice Evropske ljudske stranke smo seveda na tem kongresu tudi prisotni. Glede na situacijo, ki pa vlada v Evropi, v bistvu zaradi destabilizacije regije, ki je, se pravi, na Bližnjem vzhodu, in se seveda kot pljusk usmerila zgodba v Evropsko unijo, smo že dvakrat komunicirali. Enkrat smo govorili o tem, da naj Evropa spregleda, drugič smo govorili o tem, da in pozvali tudi slovensko javnost na Slovenija spreglej. Smo oblikovali tudi čisto konkretni predlog, ki ga bomo naslovili vsem članicam Evropske ljudske stranke, seveda v prevedenem jeziku, v angleščini, s katerim jim dajemo pobudo, da nas podprejo, da vrh Evropske ljudske stranke da pobudo kot najmočnejša politična grupacija v tej Evropi v oblikovanje svetovnega partnerstva za mir, Global Partnership for Peace, GPP, in pa sklic svetovne varnostne konference, Global Security Conference, s ciljem doseganja trajne rešitve danega problema. In v tekstu, ki je priložen danes na novinarski konferenci, je tudi pobuda čisto jasno izoblikovana, ne samo da kot pobuda predstavljena kot takšna, ampak tudi način, kako se naj zadeva izvede, se pravi na teh 5 tematskih omizij stalne konference, da enostavno se zadeve rešujejo tam, kjer so nastale, se pravi v regiji, da se na ta način ne zagotavlja destabilizacija Evrope. Mogoče ne grem čez to, ker sicer se že piše, da se ne bomo ponavljali. Mogoče izrazim par svojih stavkov na to temo. Po moji oceni pa bom šel mogoče samo na kratko v zgodovino. Verjetno se bi marsikdo tudi lahko s to, bom rekel, globalno politično situacijo v svetu tudi strinjal, da se je en dober trgovinski trg vzpostavljal v preteklosti med Rusijo in Evropo, ki se je v bistvu z ukrajinsko krizo destabiliziral. Po domač povedan smo se v bistvu Evropa in Rusija skregali. Na eni strani veste, da Rusija ima ogromno surovin, se pravi potencijala, Evropa ima pa svoj know-how. Nekomu verjetno to ni pasalo, ki je varno na drugi strani oceana z veliko gospodarsko rastjo. Posledice čutimo tako, bom rekel, v Evropi, kot jih čutijo v Rusiji. Čutijo te posledice naše državljanke in državljani, če hočete tudi naši kmetje. Ne vem sicer na čigav ali pa kakršenkoli račun, ampak se da zelo hitro premisliti, in dejstvo je, da se ta zgodba seveda zdaj nadaljuje z to migrantsko krizo. Imamo občutek, da se Evropa ne odziva primerno, zato tudi ta pobuda. Jaz mislim, da je Angela Merkel nasedla kapitalu in destabilizirala Evropo. Osebno upam, da se še pravočasno zave svoje velike zgodovinske odgovornosti v Evropi. Če malce pokomentiram, glede na to, da jih je povabila, bom rekel, svojo to delovno silo,
v Evropo. Vi veste, da je nekaj milijonov ljudi brezposelnih v Evropi, preko 100 000 imamo nezaposlenih slovenskih državljank in državljanov. Lahko bi najprej zagotovila svojo delovno silo, kolikor jo potrebujejo v državah Evropske unije. Pa ne govorim o tem, da bi rabila seliti ljudi, delati v Nemčijo, ampak bi lahko enostavno z močnim gospodarstvom, z odpiranjem delovnih mest v ostalih državah članice Evropske unije. Konec koncev smo ena velika družina, za katero smo se skupaj odločili in bi na ta način reševali problem verjetno bolj konsistentno, kot pa na način, ki poteka sedaj. Bojim se, ker tudi zelo hitro spreminja svoje stališča in se prilagaja situaciji, da se zgodi tudi črn scenarij. Nekaj pozivov, veste, da ste jih že slišali, tudi s strani notranjega ministra Nemčije, da pod določenim pritiskom v določenem času tudi zapre svoje meje. Enostavno je bilo v Sloveniji, dokler smo koridor in samo prepošiljamo ljudi, ko se bojo pa zadeve ustavile, pa je vprašanje, ali je Slovenija sposobna 10, 20 ali pa 30 tisoč ljudi imeti tudi čez zimo, glede na to, da je neko manjša ali pa mala država na tistem primernem nivoju. In mogoče še en komentar. V vsej tej euforiji imam občutek, da pozabljamo na slovenske državljanke in državljane. Veste, da smo pod pragom revščine imamo 300 000 ljudi, da ne razmišljamo o tem, da deložiramo svoje ljudi, iščemo pa samo rešitve, kako bi čim bolj ustregli ali pa bili humani, pa ne govorim o tem, da si to ne želim. Jaz mislim, da je to tudi naša zaveza, vendarle pa si moramo naliti čistega vina, da imamo samo nekaj beguncev, pa še to se lahko vprašamo, ali ni kakšna država prej, ki bi jih lahko v bistvu oskrbela, da imamo po drugi strani največji del migrantov, da se moramo zavedati, da jih nekaj milijonov čaka zadaj, ki bojo prihajali v naslednjih letih in da je zadeva, kar se tega tiče, oziroma da se Evropa ne zna na to krizo primerno odzivati. Mi še vedno smo prepričani, da je treba regijo stabilizirati, da je treba ljudem omogočiti dostojno življenje v svojih državah, v svojih okoljih. Tudi vrednostni sistemi so zelo različni. Nas pa čudi seveda to, da je edina pot usmerjena v Evropo, ali pa če hočemo konkretno v Nemčijo ali pa nekatere močnejše države. Morali bi se pa zavedati, da te države spreminjajo zakonodajo in da tiste socialne podpore slej ko prej ne bodo več tako mamljive, da bi ljudje šli skoraj na sever. In smo zelo malo zavedali, da bo marsikdo pa pripravljen potem ostati tudi v Sloveniji ali pa kjerkoli drugje. Tudi mogoče v uvodu kot predstavitev te pobude. Dejstvo je, da je Slovenska ljudska stranka enakopravni partner v Evropski ljudski stranki, da glas enega Marka Zidanška pomeni isto, če bo seveda delegatka, glas Angele Merkel in vsakega drugega v Madridu naslednji teden, in da čutimo, oziroma tudi osebno čutim, da je nujno včasih tudi kako zadevo na glas povedati, pravočasno opozoriti in konec koncev izpolniti tudi neko svojo zgodovinsko odgovornost, pa jo kdo razumel ali pa ne. Toliko mogoče v uvodu. Hvala. Hvala, predsednik.